Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, lepo pozdravljeni. Dober dan. Včeraj ste zasedali na 8. seji občinskega sveta občine Radovljica in ena izmed točk je bila tudi rebalans proračuna za leto 2023 in pa vnešene spremembe za leto 2024. Ja, ta rebalans smo morali v bistvu narediti zaradi pridobljenih sredstev. Po ujmi tega denarja je bilo skoraj 4 milijone pa 400 tisoč evrov. Predvsem iz stališča, da bomo lahko takoj pričeli torej z projektiranjem in pa potem v naslednjem letu v glavnem večji posegi. Moram reči, da je država dala pogoj za ta sredstva, da so v enem letu izkoriščena. Seveda mi smo zaprosili preko Skupnosti občin Slovenije, da bo ta rok podaljšan, kajti smo mnenja, da je nemogoče jih v enem letu, pa ne govorim za občino Radovljica, ampak skratka za vse te prizadete občine, če se štejemo vsa sredstva, ki so bila dana v občinam, je nemogoče realizirati celoto v enem letu. Upam, da bo to upoštevano. Seveda nam je bil pa glavni cilj, da ta rebalans je sprejet letos, da lahko od tega trenutka dalje lahko projektiramo in se potem z razpisi za izvajalce pripravimo za leto 2024. Tako da nekaj okrog 250 tisoč evrov je v letu 2023, ostalo 4 dobre milijone je pa umeščeno v proračun 2024. No, v glavnem so bila prizadete Begunje, Draga, Krpin in njihove ceste. Ja, kar precej je bilo, niso samo te kraji, pa ta prostor je bilo tudi dol vodno, kar precej še drugih prizadetih. Seveda mi smo s kandidaturo, s popisi takrat natančno dorekli in zato smo tudi prijeli tako visoka finančna sredstva. Seveda nam je pa zdaj tudi pogojevano, torej vsak projekt, ko bo narejen, mora biti tudi potrjen strani države in pa vodarjev in šele potem se gre lahko v izvedbo, ker želimo, da je to dolgotrajen ukrep, ne pa sanacija taka, ki je bila zdaj urgentna po sami vodni ujmi. Sprejeli pa ste tudi odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za Kamno Gorico. Ja, ta odlok je za nas zelo pomemben, seveda nekaj privatnih pobud bilo, glavno za nas je pa to, da uredimo področje starega zavoda Matevža Langusa, ki ga zdaj namenjamo torej za dislocirano enoto dr. Janka Benedika, doma za starejše. Predvidevamo tam okrog 50 postelj in s tem dokumentom imamo odprte vse možnosti, da tudi ta dom lepo umestimo v ta del, ki pa zdaj ni ponos Kamne Gorice. No in svetniki so prižgali zeleno luč za novo 5-letno obdobje direktorici doktorici Petre Bole za vodenje radovljiških muzejev. Ja, jaz lahko rečem, da je bila tukaj zelo visoka podpora. V preteklih 5 letih smo vsi videli, kako lepo delujejo muzeji radovljiške občine, tudi s programom, ki ga je dala, je pač svoje delo nadgradila, tako da ni nobenega problema, z letom 2024 nadaljuje z novim 5-letnim mandatom. No in še en mandat ste potrdili pomočnici direktorje CSD Radovljica? Ja, tudi tukaj praktično je bila formalna potrditev. Mi z gospo Mardanovič sodelujemo že kar nekaj časa in jasno, center je v Kranju, mi smo kot enota Radovljica in tudi ta predlog je bil sprejet. Svetniki pa niso potrdili točke povišanja cene storitve na domu za dom dr. Janka Benedika.
Ja, tukaj se je razvila v razpravi kar dosti visoka polemika, torej pri pripravi tega dokumenta za povišanje cen. Seveda je potem po dolgi razpravi sem bil mnenja, da je treba razčistiti, bom rekel, to povišanje, in sem pač predlagal svetnikom, da tega ne sprejmemo in da si vzamemo čas. Do naslednje seje je čisto dovolj časa, da se resnično strani vodstva Janka Benedika dodatna pojasnila vnesejo in pa tudi po potrebi korekcijo za ta dvig cen. No, nadaljujejo pa se tudi dela v Kamni Gorici na področju infrastrukture. Res je, tukaj sem zelo vesel, kajti pričelo se je asfaltirati, tudi most se je popravil, ki je bil problematičen, in če bo takole vreme še par dni, potem bo tudi fino asfaltiranje in sem zelo vesel, da smo praktično pripeljali projekt prve faze do konca. Tudi veliko zadovoljstvo je med samimi krajani. Bom rekel, sreča v nesreči je ta, da je ta ujma, ki je bila, tudi vplivala, da so bile upravljene nekatere korekcije pri odvodnjavanju, ki pa zdaj ob zadnjem tem deževju jih pa teh problemov ni bilo več. No, mesec december je običajno že tako ali tako pester mesec. Vi začenjate že 1. decembra s sprejemom direktorjev, menedžerjev in vseh inštitucij, tako kot je pri vas ustaljeno že vsa leta v baročni dvorani Radovljiške graščine v petek 1. decembra. Ja, zdaj prvič sam osebno izredno cenim gospodarstvo, zato je jasno, da jih vsako leto povabim na novoletno srečanje. Namen je, da se jim zahvalim, drug namen je pa tudi, da se enkrat za tisto dobro uro srečajo, mogoče kakšne stvari rečejo med seboj, ker v času, ki je delovni čas, se redko kateri dobijo in kaj pogovorijo. Tako da ja, letos je to na 1. december in vsako leto je tudi visoka udeležba. In na dnevih turizma v Novi Gorici ste dobili kar 3 priznanja, seveda iskrene čestitke. Ja, 3 priznanja, prvo mesto, res čestitke kampu Šobec, potem tudi za Trško jedro Kamna Gorica 3. mesto in pa kot turistični kraj Radovljica tudi 3. mesto. Tako da jaz sem vesel, da imamo, bom rekel, tako visoka priznanja dobivamo iz strani turizma, kar pomeni, da se v občini dobro dela. Evo, hvala lepo za pogovor, pa bova še kaj rekla v mesecu decembru, ko bova potegnila črto skozi celo leto. Hvala. Hvala tudi vam.